Današnji strokovni panel, ki ga je organiziralo Slovensko politološko društvo, je pokazal na nujnost povezovanja različnih znanstvenih ved pri naslavljanju izzivov digitalne preobrazbe v družbenih procesih in v življenju ljudi. Ja, današnje razmišljanje vodi v tem, da bi bila potrebna interdisciplinarnost, več interdisciplinarnosti, povezovanje stroke iz področja informacijskih tehnologij z širšimi vidiki, ki nekako vključujejo širšo družbo. Tako da to bi bilo moje osnovno sporočilo. Razprava med strokovnjaki o digitalni preobrazbi je pokazala tudi na pomen ohranjanja prednosti analognega načina življenja, tudi z ukrepi, kot so na primer omejevanje uporabe pametnih telefonov v času šolskega pouka. Digitalizacija je gotovo velik izziv za prihodnost, ampak ne samo v tem smislu, kako bolj digitalizirati družbo. Mislim, da je podobno velik izziv ta hip, kako odklopiti ljudi, pomagati ljudem, da se odklopijo od naprav, zaslonov, da si spet pogledamo v oči. Veliko večino budnega časa, tam 8 do 9 ur dnevno, preživimo pred zasloni. Pametni telefon je postal naše glavno okno v svet, ki ga pogledamo zjutraj, ko se zbudimo, in je zadnja stvar, ki jo odložimo ob posteljo, preden gremo spat. In jaz mislim, da se moramo tudi v kontekstu tega, čemur pravimo digitalna preobrazba, vprašati, v kaj pa se pravzaprav preobražamo, če smo ves čas pred zasloni. In zato zagovarjam pravico do odklopa, pa ne samo od dela, o čemer se zdaj veliko govori, temveč nasploh od naprav. Si bomo lahko obdržali to pravico v še bolj digitalizirani prihodnosti, ko bomo morda neposredno priklopljeni na naprave, ko se bo človek in naprava dokončno povezal, bomo takrat še sploh ljudje. In zato mislim, da bi morali pravico do odklopa od naprav zapisati v ustavo. Če je tam zapisana pravica do čiste pitne vode, jaz mislim, da ima vsak od nas tudi pravico do odklopa. Razvoj in koristi od uporabe digitalnih tehnologij morajo biti enakomerno porazporedene med ljudi in uporabnike, ne pa samo med trg in pa kapital, drugače se nahajamo v digitalnem feudalizmu. Ključno sporočilo današnje razprave je po moje to, da se postopoma izogibamo fetišizaciji tehnologije kot rešiteljica za vse zadeve. Digitalna tehnologija nam je lahko v pomoč, ne more pa mimo človeških omejitev, tako fizičnih kot skupnostnih. In je tukaj treba postaviti v ospredje premislek o tem, kaj skupnost in posamezniki želimo, da ne bomo upadli v zasvojenost in popolno odvisnost od teh tehnologij. In ta premislek se mi zdi, smo danes odprli. Na izkušnjah, ki smo jih do zdaj dobivali, osebnih izkušnjah in izkušnjah kot raziskovalci in tisti, ki se s tem tehnologijo že kar nekaj časa ukvarjamo. Zelo pomembno v zaključnem delu panela pa je bilo tudi sporočilo, da je potrebno omogočiti ljudem večji vpliv na potek digitalne preobrazbe skozi demokratično odločanje. Hkrati pa je tudi opolnomočiti za samostojno in pa suvereno uporabo digitalnih tehnologij, takrat, ko bo to tudi sami hoteli in želeli.